kako se res ta svet vrti in kakšni res so časi, o tem naš tisk spregovori med malimi oglasi. Če si oženjen, če si sam, tu najdeš vse rešitve, podkupim ali odprodam, od avta do ženitve, med A in Ž vseh teh želja, pa je še abeceda, ki se prav rada zavozlja v kaj čudno zmes nereda. Nered pa je najboljša snov za zgodbo zapleteno, zato zdaj brž v kak mehek stol in si oglejte eno. Prvem vogalu levo. Kot želite. Ne bo drugo, ko sta v drugo. Zakaj v drugo? Mene ne boste šli v ovinek s četrto. Kdo pa polaga izpit, vi ali jaz? Pazite! Zavoro! Stavite! Mislim, da je bilo vse ostalo v redu, ali ne? Kaj me tako gledate? Za božjo voljo pa menda ne mislite reči, da nisem naredila. Naredila? Vi ste krivi. Vi ste kar naprej nekaj vpili name. Zmedli ste me. Žal mi je, da ne mislite tega resno. Pa še kako resno. Pa še kako resno, tovariš. Vi sploh nimate pogojev, pa ne samo to, si sploh ne znate voziti. Veste, kaj ste vi? Vi ste... Tožila vas bom. Tožila vas bom. Ne razumem, zakaj si tako živčen. To nima smisla, nič ne koristi. Pomagati ne moreva, ne ti, ne jaz. Spet bo padla, na izpitu boš videla. Ja, prav padla bo, pa kaj potem. Mama je tega tako že vajena. Zdaj mora biti že končano, če se ni zgodila kakšna nesreča. Zakaj bi se pa zgodila? Pa ti zmeraj pomisliš na najhuje. Kot bi se to še nikoli ne zgodilo. 3 avtomobile je že razbila. V krvi je, da razbija. Sploh pa se ni razbila našega. 16krat že dela in niga, ki bi jo prepričal, da je popoln antitalent. Saj še vedno komaj razlikuje zavoro od predstav. Namesto smernikov prižiga luči. Ovinke vozi s četrto. Naj ti skuham kavo? O, krasna ideja, prosim. Mama je. Hvala Bogu, da je vse ostala živa. Nesramnost. Vse je šlo kot po maslu. 3 kolesarje sem prehitela po vseh pravilih. Potem pa je tisti Ceben začel pit. Zavora, prestava, zavora. Zmedel me je, nisem videla, kaj pravzaprav hoče. Sveda smo se potem zaleteli. No ja, vedel sem. In veš, kaj mi je potem rekel? Žal mi je, niste naredili. Idiot! Kriv je bil pa on. Jaz sem vozila kot virtuoz. Kaj se pa zdaj držiš kot lipo v bok?
Ti si pa res mož. Kako? Mož. No, to bi tudi jaz rada vedela. Če bi bil mož, kot se spodobi, bi šel zdaj tja, slišiš, kaj ti pravim? Šel bi tja in rekel tistemu Teslu, da nima pojma o avtomobilizmu. In vprašal bi ga, kdo ga je pravzaprav postavil za člana komisije. Lahko ceca trapastega. Potem bi mu pa nos razbil. Ampak kaj pa ti je Špela? Ne razumem, zakaj naj bi razbijal nosove članom izpitne komisije? Saj sem vedela. Nina, si že skuhala kavo? Če nisi, pa daj. Jo, že kuham. Saj sem vedela, da ti ne boš zame storil nič. Tebi je vseeno. Pomiri se, no, saj sama vidiš, da ti ne gre. In razumiš že enkrat, da za avto nisi sposobna. Jaz da nisem za avto. Ga slišiš, kaj govori? Tisti tip me ne prenese. Mogoče zato, ker nisem z njim koketirala. Dajmo Špela. Kaj je, kot da ne bi poznala moških. Vsi ste enaki. Tisti inštruktor mi je izpovedoval ljubezen takrat, ko sem se prvič zaletela. Kakšna zveza pa ima to s tem danes? Zaletela si se. Sploh veš, kaj to pomeni? Jaz sem se zaletela, ti pa sediš tukaj v naslonjaču in sprašuješ mene, če vem, kaj to pomeni. Seveda vem. Ne vem pa, zakaj sem za to padla, razumeš? Ves čas sem vozila tako dobro, da so se vsi ljudje ozirali za mano. Prehitela sem 3 kolesarje, 3 ne enega. Potem pa je tisti tip začel pit, kot da bi on vozil, ne jaz. Kaj moram, če je bilo tam tako nerodno, ozko. Poslušaj, Špela, pogovoriva se pametno. Jaz vedno govorim pametno. Menda ne boš rekel, da sem čez les. Ne razumem, zakaj si kar naprej prizadevaš, da bi napravila izpitko, pa vidiš, da ti ne gre. Menda ne samo zato, ker smo kupili avto. Hočem imeti izpit in konec. Ni dovolj, da hočeš, treba je tudi nekaj znati. In ti misliš, da ne znam. To je bilo že 16-tič. No, in kaj potem? Tista Kandlova Janja ga je naredila 22-tič. Janja je stara 62 let, pa še gluha je. Ne razumem, kako so jo sploh pustili k izpitu. Ampak ne gre za to. Rad bi ti povedal nekaj drugega. Razumeš, da so nekateri ljudje rojeni, zato drugi pa niso. In ti misliš, da jaz nisem. Ne moreš imeti talenta za vse, razumeš? Ne, nisi rekel. Rekel si, da nisem rojena za šoferja, to si rekel. Saj res nisi. Menda si ne bova lagala. Nina, ločila se bom od tvojega očeta. Papa, si slišal? Nina, otrok moj, ti razloži, da ne more biti vsak talentiran za vse. Mama ima smisel in talent za glasbo, za poezijo, to ji leži. Morala pa bi že enkrat razumeti, da ni za šofiranje in amen. In nikoli ne bo. Veš, zakaj tako govori? Samo zato, ker se boji tistega dne, ko bom naredila izpit in sedla za volan. Boji se za svoj avto. Pa prosim te. Molči, saj te poznam. Bolestno si ljubosumen na svoj avto. Saj ga neprenehoma pereš, drgneš, mažeš. To ni več normalno. Tega se bojiš in zato neprenehoma dokazuješ, da ne bom nikoli naredila izpita. Ampak da veš, dragi moj, naredila ga bom in potem bom vozila jaz tebe. Nikoli. No, pa ne, če nočeš, se bom vozila pa sama. 16-krat si že padla na izpitu. Tvoj primer je brezupen. Ti si brezupen. Jaz pa znam voziti, to ti lahko dokažem. Daj mi ključe od avtomobila, a boš videl. S tabo se ne da resno pogovarjati. Ključe pa boš dobila samo takrat, ko bom mrtev. No, to bomo še videli in to prav kmalu. Potrebujem še 10-15 ur vožnje in lahko bom vozila z zavezanimi očmi. 15 ur, koliko denarja za praznič, kot bi ga metala skozi okno. No, zdaj smo pa tam denar. Le kaj ti je toliko do tega denarja, skupuh, stiskaški. Sicer pa jaz tudi zaslužim in svoj delež lahko porabim, kakor se meni zdi. Ne gre za to. Samo izračunaj, koliko denarja si porabila za inštruktorje in za izpite. Lahko bi si kupila krasen krznen plašč. Krzna ne maram, alergična sem nanj. In prosim te, nehaj mi prigovarjati. Hodila bom na izpit, dokler ga ne bom naredila. Kje boš pa dobila inštruktorja? Nobena avtošola te ne mara več. 3 avtomobile si jim že razbila, ne 3, 4. Nič ne skrbi. Že zdavne bi naredila ta izpit, ne bi bili tam sami birokrati, lakocepci, idioti.
Pa ga bo naredila. Staviva. Nina, mislil sem, da si vsaj ti bolj pametna, če že mama ni. Jaz sem namreč na mamini strani, da boš vedel. Nekdo pač mora popustiti. In to sem seveda jaz. Poslušajte, to je diskriminacija. Kako pa govorite? Tužila vas bom. Pravite, da sem razbila avto? Sploh ga nisem razbila, samo pritisnila sem ga. Kriv je bil pa on. Tisti idiot je kar tako pritisnil na zavoro. Kdo je zaviral? Ja, ne pa jaz. Poslušajte, kako pa vi veste? Ste vi vozili ali jaz? Mene nič ne briga, tovariš. Mi boste dali tih 15 ur ali ne? Ne? Prav, prav. Se bova že še srečala, kje drugje. Avtošola. 3, 4, 8, 1, 2, 1. Halo? Je tam avtošola? Aha, vi ste. Da, zaradi inštrukcij. Ne, nisem začetnica. Samo nekaj časa nisem vozila, zdaj pa potrebujem še kakšnih 10-15 ur vožnje. Da, zaradi boljšega občutka. Zelo ste ljubeznivi. Slišala sem, da imate zelo sposobne inštruktorje. Da, lahko, torej začnem jutri. Dopoldne ob 10. Dobro. Kako prosim? A podatke? A mislite, da je to nujno potrebno? Špelca Krničeva. Ne, Špelca Krničeva. Da, Špela Krničeva. Kako? Pravite, da me poznate? No res? Halo, me slišite? Halo? Sramnež. Halo? Ste vi dali oglas, da učite šofirati? Da, zaradi izpita. Kako? Martin? Mrak? Aha, Slak. Ne, nisem začetnica, solidno prakso imam, samo za izpitne finese gre. Da, se razumete, za izpopolnjevanje tehnike. Dobro? Ja, lahko čim prej. Danes popoldne? V redu. O 5? Prav. Samo prosim zanesljivo. Dobro. Nasvidenje ob 5. Nasvidenje. No in tako smo se z ženo odločila, da kupiva avtomobil, da bom začel inštruirati. Se veste, stanovanje bo treba opremiti. Razumem vas. Vse polno nujnih stvari je v mladem zakonu od igle naprej. Zato bi vas prosil, gospa Krnice, če bi me hoteli priporočiti znancem, prijateljem, zelo vam bom hvaležen. Brez skrbi, naredila vam bom reklamo. A midva bi kar takoj poračunala in naprej. Ne, saj ni treba, sploh ni treba. Ne, jaz imam svoje principe, torej 15 ur po 2000. Da, za vas po 2000, ker niste začetnica. Izvolite, 30 000. Da, hvala lepa, saj bi vam računal manj pa... Ne govoriva več o tem, manj že ne morete računati, ne? Greva. Česa pa še ne znate, saj niste začetnica, kaj vam še manjka? Ja,
No ja, parkirati nazaj. Da. Pa še nekaj malenkosti. No, brez skrbi, to se boste takoj naučili. No, brez skrbi, greva. Na zdravje ta še speljati ne zna. Ne bodi zlaben. To se lahko zgodi vsakemu. Ne vem, kje je dobila tega tipa. Ta še ne ve, kaj ga čaka. Kakor bi bili pijani. Zato pa je toliko nesreč, ubogi pešci. Kaj hudiča pa še čakate, ali boste šli čez cesto ali ne? Drugo, gospa, da. Gospa, v drugo sem rekel. Zakaj v drugo, ko gre pa s tretjo kar dobro? Nič se ne bojte. Gospa, ne, tega ne smete prehitevati, ne. Ena od pravil je, da ne smeš ovirati prometa, če se ne motim. Menjajte, gospa, menjajte, samo ne ustavite. No, skoraj bi se zaradi vas zaletela. Pa zakaj upijete, naj ustavim? Ampak to ni reli, gospa Krnic, to ni reli. No, greva. Ne, počakajte. Počasi, saj nismo na avtocesti. No, kaj hudiča je pa zdaj, zakaj se ne premakne? Niste dali v prestavo. Recite tistemu kretinu, zadaj naj ne hupa na živce mi gre. Zmotili ste se, gospa Krnic, to je vzvratna. Seveda sem se zmotila, ko mi pa praskajo po živcih. Zdaj mi je pa dovolj. Kaj be zdaj tu? Zakaj se držite promet? Kaznoval vas bom. Jaz nisem kriv, čakam, da se bo umaknila. Dovolj prostora imate, da greste lahko mimo, saj ne vozim kamiona. Kar po pločni. Vozniško prosim. No, na to boste pa še počakali, da bom naredila izpit. In kje je inštruktor? Tam v avtomobilu. Torej, jutri ob istem času. Bila je zelo prijetna vožnja. Nasvidenje. Morate dati vzvratno. Kakšna vožnja. Vozila sem, kot še nikoli. Inštruktor je samo gledal in molčal. Še kakšnih 10 dni, dragi moj, pa mi boš dal ključek od avtomobila. Sedla bom v naš avto, a prav tukaj le pred hišo bom sedla van in se odpeljala. Nov avto imamo, pa ga ne moram voziti.
Vse prijateljice me neprenehoma sprašujejo, Špilca, danes boš peljala na Bled. A tista Juričeva se vedno zavali v svoj avto, kot bi sedla na prestol. Samo okoli gleda, če jo vsi opazujejo, a meni pokima z glavo in se mi samo dobrohotno nasmehne. Čakaj, žaba napihnjena, tudi jaz se ti bom samo dobrohotno nasmehnila. Počila bo od jeze. Marko, pripravi se, jutri gremo v Toplice. Zakaj pa v Toplice? Zakaj pa imamo nov avto? V Toplice gremo, imaš kaj proti? Ne, nič. Seveda gremo. Nina, kaj s kavo? Še malo. Torej si se res odločila, da boš šla spet na izpit? 17. In zakaj ne bi šla? Samo vprašal sem. Če boš šla spet na izpit, boš morala ponoviti teorijo. Nič ne skrbi, dragec. Teorijo imam v mezincu. Bolje bi bilo, če bi jo imela v glavi. Brez prepira, dragi starši. To ni vzgojno in slabo vpliva na psiho otrok. Ne tako, gospa Krniceva. Rekel sem, da najprej zravnajte volan. Potem počasi dodajte plin in ko poravnate sprednji del z blatnikom tistega avtomobila, obrnite kolikor mogoče hitro. Saj delam prav. No, poskusiva še enkrat. In pazite na pločnik. Ne, rekel sem vam. Vem, kaj ste rekli, ampak danes mi ne gre, no. No, poskusiva še enkrat. Kaj hudiča je pa to? Ročna zavora, pozabili ste. Saj res, to se mi pa še ni zgodilo. No? Počasi, gospa Krniceva, počasi. Rekel sem vam, da počasi dodajte plin. Kaj, kar naprej upijete, počasi, samo mešate me. Gospa Krnic, predlagam vam, da si najamete drugega inštruktorja. Midva se ne sporazumeva. Gospod Slak, ali sem vam plačala 15 vožnj naprej ali ne? Ja, seveda, plačali ste, ampak... Pravico imam do svojih vožnj, denar ste dobili. 7 ur sem vozila, torej jih ostane še 8. Da, gospa Krniceva, ampak potem vas prosim, da vozite obzirneje. Avto je kar naprej pri mehaniku. Kaj jaz, da nisem obzirna? Avto ni nov. Van sem vložil vse do zadnjega ficka. Lahko vam povem, da ste kupili precej razmajano škatlo. No, greva malo po mestu. Kam naj ga skrijem? Zadnjič sem imela odgovore napisane na ogledalu, pa jih je tisti tip odkril. Ne, to ni dobro. Opazil bo, da gledam dol, a poleg tega se slabo vidi. Kam ga boš pa skrila? Nimam pojma. Naj pripiševa na radirko. To je star trik. Poleg tega ne smeš imeti ničesar na klopi. Ne? Mislila sem, da ga bi dala pod nogavica, a to bo opazil. Nisi sam v klopi, ne? Boš si našla kakšno rešitev. Vse sem že poskušala, vse. Idejo imam pa še kakšno. Povej, ljubica, povej. Kasneje, zdaj ne morem. Kakšna konspiracija. Mama jutri polaga pismeni. Vem, vse vem. Zato pa vi ne veste, kar vem jaz. Jutri je, veste, kaj je jutri? Kaj? Jutri je petek in 13. No in kaj potem? Prste sode, draga, raje odstopi. Kaj te ni sram? Praviš, da si moderen in napreden, pa še verjameš takim stvarem. Tvoja mama bere horoskop, ne jaz.
Še včeraj mi ga je brala za ta teden. Jutri grem na izpit in to zadnjikrat. Nina, pojdi greva v spalnico, nekaj ti moram povedati. To vama ne bo nič pomagalo. Kaj nama ne bo nič pomagalo? Mislite, da ne vem, o čem boste govorili? Ampak nič ne pomaga. Tam poznajo vse trike. Nikamor se vam ne mudi, tovariši in tovarišice, časa imamo dovolj. Dobro premislite vsako vprašanje, šele ko ste prepričani, označite odgovor. Opozarjam vas, da imate lahko največ 10 negativnih točk. To pomeni, če jih dobite 11, ste padli. No, zdaj pa kar lepo, mirno, brez živčnosti. Saj ni tako hudo, kot se vam zdi. Midva se pa dobro poznava, ptička. Vem, da si namazana z vsemi žalbami, ampak tudi jaz nisem od včeraj. Kar glej, čim bolj boš gledal, manj boš videl. Tokrat sem jaz bolj prebrisana od tebe. Čudno, kako je danes mirna. Prej se je vedno vrtela, nekaj iskala po torbici, brisala si je nos. 4-krat smo jo dobili, kako prepisuje. Tokrat pa se je, kot kaže, res naučila. Ampak vseeno, treba je biti previden. Vem, kaj si misliš. Vidim, da me opazuješ. Midva se razumeva brez besed. Kdo bo koga, kaj misliš? Hopla! Zdaj bo potegnila iz torbice drug svinčnik ali ratirko, na kateri bodo napisani odgovori. Kaj sem vedel? To sem čakal. Kako mora biti tako naivna? Sendvič. Ja, to ni proti predpisom. Nič ne morem. Seveda, prinesla si je sendvič, izpit je dolg, najprej teorija, potem pa še vožnja, to so 2-3 ure. Po nosu ti vidim, da si se ujel na vabo. Kar lepo jo pogotni. A kljub temu je čudno, da je prinesla sendvič. Da je prav zdaj lačna. Ponavadi so vsi tako živčni, da še govoriti ne morejo, na hrano pa še pomislijo, ne? Ona pa je lačna. Kaj pa, če je na žemlji kaj napisano? Ne, nič ni napisano. Ampak tukaj nekaj ni v redu. Gledam, kako hitro odgovarja. In zakaj ne poje sendviča do konca? Mogoče pa kaj na papirju? Seveda, kako da se nisem prej spomnil. Na papirju je... Aha, ptička, te že imam. No, naj ti bo. Dovolil ti bom, da boš uživala v prepričanju, da si me potegnila. Kar še malo uživaj. Dovolite. Prosim, izvolite. Na papirju ni nič tovariš. Odgovori so tukaj, izvolite. Pa srečno. Rad bi vedel, kako me je spravila na led. Ni pravično, tovariš. Jaz sem bil znov že zadnjič. Alo? Da, jaz sem. Poglej, no, vi ste. No, kaj bo dobrega? Kako? Ona? Ja, poslušajte, se mogoče pa Lena vneč, ne? Mogoče bo padla pri teoriji. Kaj? A naredila jo je že? No, saj se mi je že od jutra zdel, da bo šlo danes vse narobe. Veste, sanjal sem jo o rakih. Ja. No, prav, pripravljam bomo. Hvala. Poslušajte, a boste vi v avto? Ja, kaj bi vam govoril? Ste še že bili v takih situacijah, ne? Srečno. Alo? Jože, si ti?
Poslušaj, obvesti ljudi, da imaš Špela danes izpit. Ja, ob 11. Ja, kaj hočeš, nikoli ne veš, kje te čaka nesreča. Petek je pa še 13. pa še Špela. No in da bo mira polna, sem nocoj sanjal o rakih. Ja, no ja, veš, kadar sem i sanjal o rakih, se zmeri nekaj zgodi. No prav, Jože, pohit. Ja, pozdravljam. Tako, zdaj smo pa mi na vrsti. A že? Nič se ne bojte. Vam je lahko govoriti? Vem, kaj je trema, tudi jaz sem jo imela v začetku. Torej, Kar se mene tiče, lahko gremo. ali je avto v redu? Pravkar sem ga pripeljal od mehanika. Zavore so v redu. V redu. Kar je. Vršica Krnceva, ali naj vas vodim, ali boste raje... Raje, kar sama. Zadnjič ste kar naprej nekaj vpili name. Prosim, vozite, kjer hočete. Jaz vam ne bom rekel niti besedice. Halo, doktor Junga, prosim. Boris, si ti? Marko tukaj. Prosim te, bodi kje v bližini, če moreš. Ja, Špela spet dela izpit. Zdaj že vozi, če je naredila teoretičnega. Da, se veš, kdo ve, kaj se lahko zgodi. Prosim te, da. Sporočil ti bom brž, ko bom mogel. Da, nasvidenje. Kaj pa je to? Rože. To vidim. Od koga si jih pa dobila? Jaz? Te rože so za mamo, za dobrodošlico. Prosim te, Nina, ne bodi naivna. Saj veš, kako je z njo. Strah me je, če pomislim, kaj se zdaj le dogaja. Bojim se za njo in za ljudi, ki so okrog nje. Kje je telefon? Ona ali jaz? Ti pripravljaš veliki sprejem, ona je pa revica mogoče že v bolnici. Mogoče je prav zdaj le nosijo. No vidiš, kaj si ti rekel, to je bolnica. Kaj te ni sram. Pojdi ti, jaz nimam oči. Uboga Špelca. Da?
Da, naredila, končno ga je naredila. Veš, da res ne vem, ali je to boljše ali slabše. Dragi možiček, zdaj pa ključek. Oblecite se, gremo. Tam pa? Vabim vaju na Bled. Jaz plačam. Samo požirček. Nič nimam proti. In jaz vozim, seveda. Ampak špelca, ljubica, avto je nov. Veš, koliko smo varčevali. Gremo. Sta videla staro Juričevko? Kako je zaprla okno, ta ne bo mogla zaspati. Kam pa sploh gremo? To bosta že videla. Zdaj vozim jaz. Joj. Kako se res ta svet vrti in kakšni res so časi, o tem naš tisk spregovori med malimi oglasi. Če si oženjen, če si sam, tu najdeš vse.